Čau, pozdravljeni spet na mojem kanalu, z vami sem Katarina Rina Benček. Danes bomo razpravljali o tej zelo iskani temi, zakaj sem samska. Ugotovila sem, da je bilo največ vprašanj na to temo, pa ok, kje je kopalnica, ampak to še v priliki pride. Tako da sem nekaj nič, dajmo zdaj tole razdelati, zakaj sem jaz samska. Stara sem 31 let in bi marsikdo pričakoval, da takrat pa že v bistvu imaš vse naštudiran, družino, otroci, vse to štima. Tudi jaz sem tako mislila, ko sem bila stara 15, 20, ampak v glavnem pol te življenje malo odpelje v drugo smer. Zakaj je zdaj tako? V bistvu, jaz mislim, da tako v grobem, če zdaj dobro pomislim, smo ljudje razdeljeni nekako v dve kategoriji. Ena kategorija je taka, ki v bistvu uživajo v nekem udobju, v varnosti, v ustaljenih poteh, ponavadi, ne vem, imajo že zelo zgodaj partnerja, potem grejo v neko službo, diplomirajo pa 23, 24, služba, napredovanje, poroka, otroci, blablabla. Vse vemo, kako gre. Pa ena druga skupina ljudi, ki pa bi samo sebe to dala mogoče v to skupino, je pa, ki smo bolj taki risk takerji, da v bistvu gremo izven teh comfort zonov, da gremo v neke nove projekte, v nove poti in v bistvu se ne oziramo na to, kaj večina počne. Tako da v bistvu jaz nekako poskušam slediti sami sebi in poskušam v bistvu iti tako, kakor jaz čutam, ker dejansko svojo zadnjo vezo sem končala, ko sem bila stara 28-29 let in valjda bi se takrat lahko rekla, pa zakaj, Katarina, pa dej vztraji še malo, pa probi, pa se mogoče bo. Ne bo, če nisi srečen, pač nisi srečen, moraš se vprašati, a si srečen ali nisi srečen in če nisi, jaz pravim, pa id naprej. Ker dejansko, ko si ti star 20, ko si ti star mogoče še 25, imaš čisto neke drugačne poglede na življenje, kot pri 30, ker takrat v bistvu, ko si mlad, razmišljaš sam, ta tip dobro zgleda, no sej lej, ostalo bomo že poštimali. Ne bomo poštimali, pač ljudje v osnovi smo, kar smo in se ne spreminjamo, razen če si sami želimo, pa še to je zelo velik projekt, in vse zgodi, ko si ti 20 let star, pač hud ti, ampak pol v bistvu one pač poglede na življenje, ti imaš druge in se razideta v teh pogledih in zakaj se ne bi raje šla, kakor pa probala rešiti situacijo z otrokom ali pa s čemerkoli, kakor določeni delajo, pa pol se pri 30, 40 ločujejo in se sprašujejo, kako se mi je to zgodilo. Tako se ti je to zgodilo, zato ker si mislil, da se moraš poročiti, ker si mislil, da moraš imeti otroke in ker si mislil, da bo to karkoli rešil. Ne bo. Mislim, da je teh primerov že zdaj trenutno malo morja, tudi zaradi tega prihaja do tega. In tudi, ko si ti 30 let star, v bistvu imaš postavljene neke kriterije, imaš postavljene neke, veš, kaj hočeš, dala sem vse čez, od nekih ljubosumnih vez do nekih omejevanj. Zdaj v bistvu sem srečna, kakor še nikoli, delam kar hočem, kadar hočem, s komer hočem, noben me ne vpraša, kako, kaj, zakaj, ampak najraje imam pa vprašanje, kdaj se boš pa ti zresala, koliko si že stara? Mislim, what? Se pravi, jaz sem resna, če imam fanta, ali kaj? Jaz poznam kup resnih ljudi, ki se varajo na vseh vogalih, hvala lepa, jaz tega ne rabim, Resnost ti lahko pokažeš čist druge, lahko jo pokažeš v službi, lahko jo pokažeš do prijatelja, do staršev, ki te kdorkoli rab za pomoč, tukaj se vidi neka resnost, tukaj se vidi neka morala, ne pa v tem, če imaš ti partnerja, pa si z njim še po možnosti nesrečana, Tako da, taka vprašanja, prosim, da jih mi več noben ne postavlja, če slučajno gleda tale video. Tako da, v bistvu jaz mislim, da je pri nas že ta pojem partnerstvo je totalno narobe zastavljeno. Eni si predstavljajo to kot, zdaj sta skupaj in to je to. Ne, ni to to. Vidva morata skupaj graditi, vidva morata skupaj rasti, vidva se morata dopolnjevati, morata imeti približno, jaz ne bom hodila vsak let primer v Poreč na morje. Jaz sem pač človek, ki rada potuje, ki rada raziskuje in če je nekdo zraven mene, ki je rigiden pa, ki hoče biti skozi doma, pač žal to ne gre. In ko si enkrat toliko star, kakor sem jaz, se ti dejansko vprašaš vse te stvari. A je aktivna to oseba, a je to ambiciozna, ima kakšne cilje, ne vem, kako bi rado vzgajali otroke. To so vse neke stvari, o katerih se ti sprašuješ pri 30-ih, kjer se pri 20-ih pač ne in samo vržeš se v to. Kar včasih mogoče tudi ni narobe, ampak pač jaz sem ta vlak že spustila naprej. Tako da v bistvu veliko se mi zdi, da je še zmer prisotno tega, da ljudje vztrajajo v nekem odnosu zaradi medsebojne odvisnosti. Če se bova šla, bo pa z drugim, ali bo pa z drugo. In kaj zdaj, mislim, ta neka sebičnost in ta neka čustvena odvisnost, neka nam je daje neka oseba, ali pa so ljudje, ki ne znajo biti sami, in sploh ne morejo biti sami. Zato jaz pravim, da je dobro biti neko obdobje sama, zato ker takrat se najbolj spoznaš. In če sam nisi srečen, če sam s sabo kot sam, ko si nisi zadovoljen,
nobena druga oseba tebe ne bo srečila, ne določeni, pa glih iz tega izhajajo kao, ma ja, sej, joj, z njem je to vse lažje, z njem se prav si na nek način odvisen od te osebe. Ti pa ne smeš biti odvisen, ampak moraš biti kot samostojna oseba srečen in takrat boš potem lahko z nekom. Tako da vprašanje, a bi rada imela fanta? Ja, valjda bi imela nekega partnerja, ker spravim, jaz iščem res pač partner in crime, a ne, da bo I got your back, you got mine back in pač to je to, a ne, zato tega, ker ne želim si imeti neko vezo, ki je kvazi veza, ampak v bistvu je bolj veza, če ne na koncu samo na Instagramu, naprimer. In tako da ja, moram vas razočarati, ampak pri meni ne boste videli boyfriend challenge, do my makeup thing, whatsoever, zato tega, ker enostavno prvo A, nimam ga, B, mislim, da tudi ni toliko pametno izpostavljati svojega partnerja na socialnih omrežjih, tako da ja, been there, done that, tudi jaz. Ampak na svojih napakah se nekaj naučimo, tako da čisto iz tega razloga v bistvu zato pravim, da ko si 30 enkrat je težji, zato mogoče tudi sem sama, ker vem, kaj hočem in ne bom odstopila od tega. Tako da jaz vam bi dala samo en nasvet, poslušajte sebe, sprašujte se, a sem srečna, a sem srečen, a je to, kar hočem, a se res vidim s to osebo, ali v bistvu sem iz nekih napačnih razlogov, ali bojim se biti sam z njem, navezana sem, ne vem, kako bi brez, pač to niso pravi razlogi. Pravi razlogi so, ko kar dopolnjujeva se, nadgrajujeva se, gradiva se, skupaj smejiva, srečna sva, zabavava se, rada se mava in spoštujeva se predvsem. Ker mislim pa, da tega še zmeri premalo in še zmeri na vsakem vogalu vidim nespoštovanja, tako da premislite o temu, tako da to so čisto moji dobronamerni nasveti. Če pa poznate kakšnega hudega žrebca, pa tukaj sem. Ne, hecam se. Kvalitetno dušo. Uživite, čau!